Rotterdam sicer ne slovi kot najbolj zeleno mesto na svetu, čeprav sem tamle pod Euromastom našel en fantastičen park. Imajo pa tudi zelo zanimivo subvencijo za vse, ki bi hoteli imeti zeleno streho. Pa ne barvno, ampak tako, živo z zelenjem. In mogoče je ravno to navdušilo Japonce, da tukaj predstavijo svojo 6. mikro. Nissan bo svojo prodajno uspešnico, ki je prvič zapeljala na ceste v začetku 80. let preteklega stoletja in je doslej prepričala že več kot 6 milijonov kupcev, ponujajo samo še v električni različici in ziher bo navdušila tudi mojo sosedo, ki kar ne more prehvaliti svoje 3. generacije z okroglimi lučmi. Ob tej priložnosti bi rad pozdravil tudi vse, ki me poznajo. Nissan Micra je imenu primerno še vedno relativno majhen avto, ki je od 4 metrov krajši samo za dobra 2 centimetra. Zato bo vožnja na ozkih ulicah zelo zabavna. Pri oblikovanju zunanjosti so poslušali lastnike preteklih generacij in zato so naredili tak luškan avto, obenem pa je na voljo 14 barvnih kombinacij. Predlagam, da izberete ali modro ali rdečo barvo, ker bela ali pa črna nista tak dinamični. Notranjost je elegantno preprosta, je pa posebna tudi zaradi tega izrisa japonske gore Fuji tule med sprednjima sedežema. Gre seveda za sodoben električni avto, ki je izdelan na platformi AMPR, tako kot Renault 4 in 5, zato sta ta dva 10,1 palčna zaslona sodobna. Multimedijski sistem na osnovi Androida deluje hitro in tekoče, pač tule res nimam nobenih pripomb. Mogoče me moti samo to, da je na voljo samo 48 barv ambientalne osvetlitve, ker se mi zdi, da glih 49 bi bila pa tista ta prava. Se ne hecam se, več kot dovolj jih je. Avto je mali, to je jasno, ampak je še vedno dovolj prostora za 4 osebe, čeprav nekih čudežev prostornosti pri 2,54 metra medosja pač ne morete pričakovati. Avto še vedno spada v B segment, ampak je zdaj med najmanjšimi v tem nekdaj ekstremno priljubljenem segmentu. Prtljažnik je pa po drugi strani kar velik, 326 litrov požre. Zdaj se peljem čez en zanimiv most in ga dejansko lahko občudujem zaradi tega, ker je gneča. Micra pa je tudi zanimiva. Na voljo sta 2 bateriji in 2 elektropogona. Manjša baterija pospravi 40 kWh elektrike, s čimer lahko prevozite dobrih 300 km po VLTP. Elektromotor pa ponudi 90 kW moči, torej 122 konjičkov, kar je za 1400 kg avto dovolj. 124 kg težja pa je Micra z večjo baterijo, ki pospravi 52 kWh elektrike, zaradi dodatne mase pa ima elektromotor 20 kW dodatne moči, skupno 110 kW, kar je lepih in okroglih 150 vrancov. No, taka Micra po VLTP prevozi 417 km. Vedno je vgrajena tudi toplotna črpalka, da je čim bolj učinkovita, tudi baterija se lahko ogreva in ohlaja, se pa lahko manjša baterija polni z močjo največ 80 kW, večja pa s 100 kW preko enosmernega toka, tako da se bo od 15 do 80% napolnila v 30 minutah. Ker gre za japonski stroj, je jasno, da je na voljo tudi tehnologija V2L, kar pomeni, da lahko Micra z elektriko iz svoje baterije poganja zunanje naprave. Tudi sesavc, če jo hočete vedno posesati, ko prijete na cilj. Ok, zdaj sem zapeljal na avtocesto, ampak po prvih kilometrih v Rotterdamu lahko povem, da je Micra še vedno navihana, živahna, krmilni mehanizem je še kar natančen, pa tudi cestne nepravilnosti udobno prežveči, če imate seveda vozni program na načinu Comfort. Med vožnjo uporabljam tudi sistem e-pedal, torej vožnjo z eno stopalko, ker mi potem praktično skoraj nikoli ni treba zavirati. Popolnoma sama se ustavi, tako da v bistvu še brem zašparam. Nissanova Micra je prvič povsem električna. Ponuja veliko tehnoloških bombončkov, med drugim tudi posodabljanje prek spleta, aktualne zemljevide s prometnimi informacijami v živo in tudi veliko varnostnih sistemov. Avto je simpatičen, ni kaj, zato že komaj čakam konec leta, ko pripelje k nam, da ga lahko preskusim tudi v naši precej bolj zeleni Sloveniji.